midve z Gino imava poseben odnos. Tudi ona ni čist konvencionalna kobila, ne? Ima tudi svoje muhe, tako kot lastnica. Tako nam prva predsednica državnega zbora predstavi svojo toplokrvno križanko Gino, ki domuje v konjeniškem klubu na Gorenjskem. Med pripravljanjem kobile na jahanje hudomušno pripomni: Veliko bolj prijetno je biti v sedlu konja, kot v sedlu države. Bolj v službi države, a ne, kot pa v sedlu. A veste, da je ona moje edino prevozno sredstvo, razen telega službenega vozila. Jahanje ni samo rekreacija, ampak tudi psihoterapija, nam pojasni. Ko se povežeš s konjem, se povežeš z neko neverjetno veličastno energijo. Ta toplota tega velikega telesa in ta mirnost je nekaj čudovitega. Odvetnica, nekdanja sodnica in pisateljica zgodovinskih romanov je na petek 13. maja 2022 stopila na oder slovenskega političnega dogajanja v rdečih salonarjih. Razbila monotonost parlamentarnega dogajanja in naredila politiko zanimivo tudi tistim, ki jih načeloma dolgočasi. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Nekako nisem dovolila, da politika ali pa funkcija spreminja mene, ampak da jaz definiram politiko ali funkcijo, če hočete. Ne? Nekako je bilo tako, ne? Ženska, ki je vstopila v politiko, je morala biti ali nek sinonim za tradicionalno žensko, ne? Ali se je pa morala nekako obnašati po moško, ne? Prevzeti moške vzorce. Meni ne eno, ne drugo ni ustrezalo. Ne? Jaz sem bila dovolj močna zaradi stvari, ki so se zgodile v mojem življenju, da sem enostavno ostala to, kar sem. In se me različne opaske, tudi dejanja, ki so merila na moje obnašanje, besede, ton glasu, barvo čevljev, dolžino krila, dekolte, če želite, ne? Da me enostavno to, da se me ni to dovolj dotaknilo, da bi želela karkoli spremeniti. Trenutno del javnosti zanima njeno razmerje s kitaristom Borom Zuljanom. O svojem privatnem življenju ne govori, pojasni pa, kdo je jo obiskoval v parlamentu in zakaj. Nihče mene ne obiskuje po noči, še nikoli nisem prenočila v parlamentu. Nobenih neznanih obiskov ni, vsak obiskovalec v parlamentu se legitimira, prihajajo pa predstavniki društev. Največkrat, to moram povedati, starši otrok s posebnimi potrebami. Sevničanko, zlato maturantko gimnazije v Brežicah, pravnico in sodnico je širša javnost spoznala med epidemijo covida, ko je Vinko Gorenjak javno objavil, da je v zaprti Facebook skupini kritizirala takratno delovanje Janševe vlade in ga v navednicah imenovala veliki diktator. Zagovarjati se je morala pred disciplinskim sodiščem, ki jo je sicer oprostilo, vendar karierno degradiralo. Zato je sodniške vrste zapustila in še istega leta ob boku z Robertom Golobom stopila na politični parket. Pravzaprav je bil zelo iskren, spoštljiv odnos, ki je pa že od vsega začetka imel jasno to politično pot. Želela sem pa sodelovati pri nastajanju oziroma povrnitvi, če hočete, ne, v demokratičnost in potem izboljševanju te demokratičnosti. Ne. Se mi je zdelo, da tudi ni prav, da bi kar naprej nekaj kritizirala, če imam priložnost, da lahko nekaj tudi naredim. Tudi na politični funkciji ostaja kritična. Naprimer, do delovanja sodstva v primeru izvršbe cerkniških otrok. To, recimo, da sem jaz odšla iz sodstva z neko slabo, recimo, ne, temu izkušnjo, vem, da je v globalu ali pa rečemo načeloma naše pravosodje zelo kakovostno. Gre za strokovno, zelo usposobljene ljudi, ki si niso zaslužili nikakor takega ravnanja, kakršnega zganja prvak opozicije pred sodiščem. Kaj naj rečem, lejte, pri njemu je itak tako, da če se bo pa primer odvrtel njegovo korist, ne, bo pa kar naenkrat utihnil. In kakšen ima ta odnos z Janezom Janšo danes? Pravzaprav ni nekega odnosa. Jaz ne čutim, da bi ga morala vzpostavljati, predvidevam, da gospod tudi ne. Bila je prva, ki je ustavila postopkovno izigravanje. Ko smo zato, da smo zelo aktivni in delamo. In da vzpostavimo dobro prakso
glede prisotnosti na seji. Ne bom dovolila zlorabe postopkovnih institutov zaradi medsebojnih obračunavanj med koalicijo in opozicijo. Prav tako tudi koaliciji ne bom dovolila, da bi zlorabljala te postopkovne institute. To je težko zaradi tega, ker jaz se vsakič, ko sprejmem odločitev, ki recimo je lahko presenetljiva ali pa presenečenje, ne, za naš parlament, jaz se zelo dobro zavedam, da bom deležna raznih napadov, ne, in sicer najprej napadov na strokovnost, potem pa tudi osebnih napadov. Če so rdeči salonarji postali njen logo oziroma osebna znamka in kažejo na političarko nove generacije, pa ljudska modrost v zgodbi o rdečih čevljih opozarja, da morajo biti ljudje, ki jih nosijo, posebej pazljivi, kako živijo. Kaže na to, da tisti, ki nosijo rdeče čevlje, so malo bolj drzni, ne, in so zato tudi izpostavljeni nevarnostim, takšnim, ki jim drugi niso. Ne pazim pretirano, kako živim, zato ker živim v skladu sama s sabo. Zelo sem pozitivna, nisem bila vedno, priznam, ampak so se mi potem v življenju zgodile stvari, zaradi katerih sem postala bolj pozitiven človek. No. Predvsem po rojstvu dvočkov, ki sta danes stara 12 let. Najtežja stvar v mojem življenju je bila sinova bolezen, kjer sem se res počutila zelo nemočno. Gre za epilepsijo in to je bolezen, za katero sicer mislimo danes, da je obvladljiva, pa ni vsaka. Zame je bil ta občutek, ko je otrok doživel napad in ko mu prav nič nisem mogla pomagati, ampak samo čakati, da napad mine, pri čemer nisem vedela niti kako intenziven bo napad, koliko časa bo trajal, bo otrok potreboval zdravniško pomoč, bo moral celo v bolnico. Ampak ravno ta strah, ki je trajal dovolj dolgo in bil dovolj intenziven, je nekako me spremenil. Tudi zato si prizadeva za pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami. Bi si želela, da bi lahko naredila več. Res. Včasih se počutim zelo nemočno. Zelo nemočno. Glede na to, da je danes še vedno najpomembnejši kapital. Nacizem, fašizem, tudi komunizem, pravzaprav hčerke religij. Ena od zelo nasilnih religij je tudi krščanstvo. V imenu Boga krščanskega je umrlo na tisoče in 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 tisoče ljudi. Je poznavalka zgodovinskega prava, kar se zrcali v njenih knjižnih uspešnicah Gret in greh, o čarovniških procesih na Slovenskem in romanu Sibilina sodba. Ja, najbolj nevarni so tisti, ki uživajo v fizičnem ali pa psihičnem mučenju drugih ljudi. Zdaj, če govorimo o moji knjigi, ne, tam je en sodnik, izobražen gospod, ne, ampak neizmerno uživa v tem, da muči žensko telo. Sprijenost, ki je prisotna še danes, tako kot je bila takrat. Seveda danes ne moramo več ljudi zažigati na grmadah, jih pa pač zažigamo na drug način. Ne. Kaj pa strici iz ozadja? Da ne vem, kdo sploh so te strici iz ozadja. Sem že 3 leta v politiki, pa mene še noben stric iz ozadja ni poklical. No. So me kakšni moški poklicali, ampak ne bi rekla, da bi bil kdo od njih stric iz ozadja. Ja. Pravi, da je odvisna od ljudi, kako dolgo se bo obdržala v sedlu. Sama pa čuti, da lahko naredi še veliko.